Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes govorimo o načelu srednjega glikemičnega indeksa. To je iz knjige, ko imajo hormoni žur, na strani 115. Veste, zakaj sem se odločila, da posnanem ta video? Dejansko sem dobila zdaj kar nekaj vprašanj v tej smeri, kaj lahko jem, kako naj kombiniram, zakaj tako kombinirati. No in zdaj vam bom vse razložila. Sicer tukaj noter v knjigi imam primer, recimo, če začnemo, bom kar šla po knjigi, pa vam bom pa na praktičnih primerih razložila, recimo, današnji jedilnik. Če gledam, če vzamemo bel kruh. Bel kruh ima glikemični indeks 70. Na ta bel kruh dodamo gor, recimo, če pojemo samo bel kruh, nam močno dvigne sladkor v krvi. Se dejansko zgodi, naenkrat pride do tega narast sladkorja, potem nam pade sladkor in ko pade sladkor, dobimo informacijo cukor. No, zdaj pa, če na ta bel kruh dodamo gor samo bel kruh pa fetka pršuta, pršut ima pa glikemični indeks 0, se pravi, ker je to čista beljakovina. In zdaj, če gledamo, da dodamo 0, se pravi pršut, se deli 70 plus 0 je 70, deljeno s potem 2 živili, pomeni, da je skupni glikemični indeks obroka 35. Zdaj je tako, še zmeraj tisti, ki smo občutljivi na sladkor, se nam bo po taki malci zajtrku sprožila lakota. Dejansko pa ključno spremembo pa naredimo s tem, če pojemo bel kruh plus pršut plus olive. Olive imajo glikemični indeks 15, se pravi 70 plus 15 je 85, deljeno s 3 živila, recimo, da je to 28. Vse, kar je po 30, je za hujšanje. No, dajmo pojmo naprej. To pomeni, da sladkor ostaja v ravnovesju in ker je sladkor v ravnovesju, se ne sprošča ta nepopisna lakota. To je točno tukaj opisan. Zdaj pa, če poleg oliv damo še sir zraven, se še dodatno zmanjša sladkor v krvi. Vam povem danes primer mojega kosila. Zadnjič sem vam že razlagala, kako pomembno je, da krožnik razdelite na Mercedesov znak. Se pravi, 1/3 krožnika so beljakovine, 1/3 krožnika so ogljikovi hidrati, 1/3 krožnika je kuhana zelenjava in solate lahko pojeste, kolikor hočete. Se pravi, moja 1/3 krožnika, danes smo imeli iz faširanega mesa, se pravi mleto meso, smo imeli bolonjsko omako. Doma sem jo pripravila. In to je bila 1/3 krožnika. Potem pa 1/3 krožnika, zdaj pa tukaj pa pozor za vse tiste, ki imate občutek, da ste napihnjeni. Če uživate temne testenine, se lahko zgodi, če ste občutljivi na gluten, da imate občutek, kot da ste zabuhli, kot da nisi težek, ampak ti kile nihajo tudi do 2,5 kg. In to pomeni, da telo dobesedno zadržuje vodo v sebi. In če vidite, da vam niha gor pa dol teža, če vidite, da imate težave s prebavo, je možno, da ste občutljivi na gluten. In v tem primeru, jaz zdaj sama pri sebi majhno sprobavam, namesto teh ogljikovih hidratov, danes so otroci jedli polnozrnate testenine zraven, jaz pa nisem jedla polnozrnatih testenin, lahko bi jedla ajdovo kašo, ki je brez glutena, ampak včeraj sem skuhala čičeriko in sem potem kar čičeriko zmešala zraven. Ni glih neka strašna kombinacija, je pa dober meni. In 1/3 krožnika brokoli kuhan. In zdaj pogledamo današnji glikemični indeks, če bi jedli, se pravi ogljikove hidrate, testenine ali moja čičerika. Dejansko glikemični indeks je tam. No, pogledamo. Se pravi, beljakovine oziroma ta bolonjska omaka je glikemični indeks z vso smetano, z moko sem dala za zgostiti, temno moko, pride glikemični indeks okrog 30. Plus, se pravi, čičerika ima glikemični indeks okrog 40, ampak tudi temne testenine imajo glikemični indeks okrog 40, se pravi, okrog 40. Kuhan brokoli je 15, plus solata je 15. No in zdaj, če tole seštejemo, to je 70, 100 deljeno s 4 živila, pomeni, da je to
koliko, 25. 25, če bi bilo 25, čakajte, imam jaz kalkulator, da vas ne bom zavajala, 100 deljeno s 4, ja, 20, a je to tako, ne, 25. 25, takole, poglejte, se pravi, to vse, kar je pod 30, se vam ne sprošča lakota in zmerom razmišljate, aha, a sem jaz pri obroku pojedla beljakovine in tukaj, če gledamo, je pršut beljakovina, tukaj je omaka iz faširanega mesa beljakovina, vedno gledamo, a sem pojedla zraven beljakovine. Drugo se pa vprašamo, aha, a imamo v obroku vlaknine, ker vlaknine ravno tako znižujejo glikemični indeks, tukaj smo dali olive, tukaj smo pa imeli kar 2 vrsti zelenjave, je kuhana zelenjava, je brokoli in še solata. Na ta način ostaja sladkor v ravnovesju, tako da lahko jeste čisto vse. Recimo, imate torto. Zdajle vem, da nekateri že prav komaj čakate, da je konec karantene in kile pri nekaterih grejo gor, ker je tisto, joj, kaj bomo spekali. Ampak lahko pojeste sladico brez problema, ampak pred sladico morate pojesti recimo pest mandljev ali pa morate popiti 2 deci jogurta ali pa pojeste 2 žlici skute zmešane z avokadom in potem brez problema pojeste sladico in ostane sladkor v ravnovesju. Dajmo zdaj še glikemični indeks zračunati. Recimo, borovničeva torta ima glikemični indeks okrog 65. Boste videli, boste? Se pravi, borovničeva torta. Zdaj, kaj je obrok? Obrok je to, kar pojeste v roku 1 ure. Se pravi, ko si začel jesti, ko si nehal jesti, to je 1 uro, potem je pa potrebno imeti pauzo 2 uri pa pol, da telo lahko to predela. Se pravi, borovničeva torta 65. In zdaj, če jaz prepojim mandlje, imajo glikemični indeks 15, če to dvoje skupaj seštejem, poglejte, 65 plus 15 je 80, deljeno z 2 živili, 80 deljeno z 2 živili sem še zmerom na 40. Joj, sladkor mi bo spet dvignil v krvi. Ok, se pravi, če jaz poleg mandljev popijem jogurt, se pravi, imam 65 plus 30 je 105, 105 deljeno s 3 živila, zdaj bom spet, da bom točno deljeno s 3 živila, pomeni je 35. To ni ravno za večerjo dober, razen, če namesto te borovničeve torte naredite sladico, ki je pa iz temne čokolade in te recepte za sladice za hujšanje sem dala tukaj noter v knjigo, ko imajo hormoni žur, poglejte, sladice za hujšanje. To pa lahko brez problema in tudi za večerjo, zaradi tega, ker imajo pa te sladice, recimo skupni glikemični indeks telih čokoladnih kroglic, je samo 16. In to pomeni, da jih lahko brez problema jeste, ker dejansko vsebujejo oreščke, vsebujejo beljakovine, vsebujejo vse tisto, kar potrebuje človek za dobro presnovo. No, tako da jaz upam, da sem vam dobro razložila tole načelo srednjega glikemičnega indeksa in če na ta način kombinirate za tiste, ki nimate idej, kako kombinirati, kaj jesti, glejte, so tukaj noter jedilniki, da dejansko lahko sami pripravite okusne obroke, take za vsak dan, to, kar se hitro skuha. Nenazadnje sem jaz šla sama to pisati, ker na koncu koncev vsak dan kuham. In razmišljam na ta način, če zmorem jaz, zmorete tudi vi. In to je preprost način, raznolika hrana, zdrava hrana in kar je meni najbolj všeč, je za celo družino. No in glih danes mi je ena gospa rekla, koliko mi je to všeč, ker je za celo družino, ker ne moš kuhati za enega, pa za drugega, pa ta ne je tega, pa ta se ti zmeša od vsega tega, kar potem moš pacati. Pa obupaš, ne? Zato načelo srednjega glikemičnega indeksa je 100% rešitev, da se znebite odvečne teže, da se preoblikujete, da se pomladite, obnovite in da poskrbite za svoje dobro telo. Tako da imejte se radi, delajte dobro za sebe in vaše telo vam bo vse to vračalo.